Vozniki velikokrat napako za volanom naredimo tudi zato, ker svojih avtomobilov dejansko ne poznamo dovolj dobro. Sodobni avtomobili so sprejeli izziv komunikacije kadarkoli in kjerkoli. Posledično pomeni, da se moramo vsem novim sistemom tudi prilagoditi. Prilagoditi tako, da jih znamo uporabljati na pravilni način. To pomeni, da preden speljemo, moramo nastaviti pravilni pogled navigacije, da nas potem med vožnjo ta ne bo motila. Ravno tako se moramo prej povezati z mobilnim telefonom in ga šele nato uporabljati kot prostoročno napravo. Posebno pozornost velja nameniti tudi sodobnim asistenčnim sistemom. Te morate uporabljati na pravi način, da vam pomagajo voziti učinkoviteje in varneje. Od digitalne komunikacije in različnih storitev v sodobnih avtomobilih niti vozniki, niti potniki ne bodo mogli povsem pobegniti. To je dejstvo. Pomembno je, da tudi vsi ostali potniki, ki sedijo zraven voznika in uporabljajo recimo tablico, računalnik, napravo za poslušanje zvoka, to počnejo s slušalkami, da svojim početjem ne motijo voznika pri vožnji. Kot voznik sem še vedno voznik in ko vozim, ne vlogam. Vkolikor se mi na poti zgodi nekaj zanimivega, pa to naredim na varen način. Tako da ustavim avto in sliko, zvok ali posnetek zajamem čez vetrobransko steklo, stran od ceste.